Boga, slavim Boga, slavim Gospoda Jezusa, slavim Boga, slavim Boga, slavim Gospoda Jezusa. Janez je videl število grešenih, Aleluja, lep pozdrav vsem. Zelo sem vesel, da se zopet vidimo in v takem številu in da bo res to naše druženje šlo na širne dele Slovenije. Vem, da po mnogih krajih v Sloveniji zdaj tečejo različni seminarji, kar je zelo lepo. Pred dobrim mesecem sem bila z nuncijem, gospodom nuncijem Julijem Janušem, zmenjena, da bo tudi on gost vsaj delno na našem srečanju. Žal so vmes prišle nujne obveznosti in rekel je, da je vso drugo polovico oktobra v bistvu zaseden oziroma ni dosegljiv, tako da se je iskreno opravičil in je rekel, da nas vse res prisrčno pozdravlja, mu je zelo žal, da ne more biti z nami in da bo z veseljem kdaj drugič prišel. Tako da in nam seveda tudi nas pozdravlja in nam podeljuje svoj blagoslov, tako da se mu lahko tudi zahvalim. Jaz bi samo se zahvalil in pozdravil vse naše duhovnike,
tudi našega posebnega gosta iz Hrvaške, gospoda Marinka Barbiša, tudi potem še... In popoldne dobimo še v goste gospoda Škofa tukajšnjega, gospoda Glavana, tako da dan bo zelo bogat, tako da prepustimo se res gostemu veselju, slavljenja in vsemu, kar ima gospod danes pripravljen. Hvala lepa. Sedaj pa vabim najprej gospoda duhovnika Zorana Kodelo, direktorja TV Exodus. Lepo pozdravljeni. Prosim. Voda. Hvala. Vodo sem si prinesel, če boste tako močno slavili, da bom padal od tleh, da me boste polivali. Tu imam tudi telefon, tako me je lepo napovedal direktora Exodus. Mislim, da si zaslužim naziv direktor leta Slovenije, zato ker ne dobim nobene plače, delam, daje financiram svoj denar in se sekiram. No, tako malo za hec, obenem pa rastemo v teh naših dolžnostih, tako da služimo velikemu Bogu. Danes me je navdušila ta izbira tega glavnega stavka srečanja Slavilna dolina. To je pa res
Marjan, mislim, da si ti to izbral dol, to je Sveti Duh je izbral. Čudovito, res pravi, Bog se bo boril za vas in tudi on se bori ne za izraelsko ljudstvo, ampak za vsakega med nami, ki ga priznavamo, kateri nam je Jezus odrešenik, za vsakega med nami se Bog bori. Amen. Poglejte soseda, kak je lep in mu rečete, zate se Bog bori. Resnično, Bog se za nas bori, tudi zame, ampak ker smo vsi ena skupnost, bi prosil, da tudi še, sicer so zdaj duhovniki za mene molili, ker vedo, da dostikrat rečem kakšno neumnost, da je ne bilo preveč neumnosti, še vi malo stegnite roke proti meni, prosim, in izrecite eno molitev, naj bo ta beseda maziljena. Malo bolj, ženske boste tako glasne, kot doma v kuhinji. Bodite glasne ženske, kot doma v kuhinji, prosim. Tako, haleluja. Naj pride Duh, Gospod, tvoja modrost. V Jezusovem imenu, tebi vsa čast, Oče, mi te poveličujemo in te slavimo in hvala ti, da boš naredil iz tega malega koncepta tukaj eno dober nagovor, da bomo še bolj verjeli, bili navdušeni na poti za teboj, Oče, in da te bomo v Jezusovem imenu slavili. In hvala ti za maziljenje Duha, ki prihaja name in na vse te drage brate in sestre še z večjo močjo. In hvala ti, Gospod, da si nam dal ljubezen, tudi ki je nadnaravna, tvoja ljubezen. Hvala ti, Oče, amen. Tako, ploskamo, ni problema, 3, 4, zdaj. Vse po komandi v cerkvi, ne? Tako, hvala ti, Gospod, da boš dal maziljenje. Torej, moram priznati nekaj, prenova prenavlja. In ne samo nas, ki nekako sodelujemo tukaj, ampak prenavlja vso cerkev. Prenavlja vso cerkev in ta duhovnost se dejansko širi vse posod. Tako da, če samo pomislim, na mojega nadškofa, turniška Marjana, on že vse posod spontano moli, kar je v bistvu prenova. Redko kateri škof spontano moli, ne? On pa moli vse posod. Potem pesmi karizmatične se vse posod širijo, vsi pojejo, roke dvigujejo, sicer na komando, ampak dvigujejo roke in z veseljem pojejo te pesmi. Potem vidimo, da zdaj novi načrt pastoralni, ki je išel za Slovenijo, je ena izmed glavnih točk poudarek na osebni veri, na osebnem odnosu z Bogom. To smo mi že govorili od Vatikana naprej, ne, kar je prišla prenova v Slovenijo, da je ta osebni odnos z Bogom, ampak ta dobri elementi prenove se resnično širijo vse posod in prenova tudi prenavlja. Res pa je tudi, da se mora prenova tudi sama vedno znova prenavljati. Je tako? Mi smo tudi prenova. In kljub temu, da nekateri smo že, včasih smo bili mladi in lepi, zdaj smo samo in, pa še vedno prenavljamo svojo vero in svoj odnos do Boga in je prav zanimivo, pravzaprav. Je bogato, to je bogatstvo, vedno bolj iti z Bogom, biti bolj v njegovi milosti in v blagoslovu. Jaz bi naj govoril o tem, kako to duhovnost karizmatične prenove uporabljam, torej kako naj to duhovnost uporabljam ali pa uporabljamo, ali kot duhovnik uporabljam v svojem delu, svojem duhovniškem delu, pastoralnem delu. In jaz sem se nekako tako zamislil, da te določene poudarke karizmatične prenove, ki je dobra duhovnost in mimogrede edina duhovnost,
ki daje spreobrnenja danes v tem času. Spreobrnenja danes, ljudje se spreobračajo. Poglejte, tu vas je veliko lepih, mladih in perspektivnih, tako da je veliko spreobrnenj je dejansko v prenovi po vsem svetu. In edina duhovnost po vsem svetu, ne samo katoliški cerkvi, tudi drugih cerkvah, ki je živa in katero število raste. Ljudi raste, te cerkve in vse, ki imajo to duhovnost, to raste, to se širi. Tako da mislim, da smo na pravi poti in da je to res nekaj dobrega za današnji čas in da se mi moramo tudi osebno spreminjati. Zanimivo je to, da je pred 50 leti bil drugi Vatikanski koncil, se začel, letos imamo 50-letnico Vatikanskega koncila in Vatikanski koncil je ravno te stvari vse poudaril. Različne, kot je recimo laike, imamo prenovi, potem male skupine, ko imamo prenovi, Božjo besedo, ko imamo prenovi, tudi osebni odnos do Boga, se pravi osebna vera, to imamo prenovi. In je, bi rekel, kot nekakšen predhodnik res vse te prenove v katoliški cerkvi, ki pa je sicer bil velik vpliv drugega Vatikanskega koncila, ampak mogoče ne tako velik, kot bi lahko bilo. Takole, torej, pa gremo počasi po teh naših poudarkih Božje duhovnosti v karizmatični prenovi, ki se potem lahko uporablja po župnijah oziroma tudi doma pri kuhanju, v kuhinji. Tako sta ena dva mladinca, moja, ki zdaj nisem več mladinca, sta spekla torto, kaj rečete kako? Po svetem duhu, brez recepta. Torta po svetem duhu, brez recepta in je res bila odlična. Moram priznati, da take torte nikoli več nisem jedel tako dobre, pa verjetno ne bom, ker recepta sploh ni bilo. Vsaka stvar, ko delamo z Bogom, nam bo Bog to izboljšal. Torej, še enkrat, prenova je dobra smer in na tej poti naj bi mi vsa področja našega življenja izboljšali. Naš odnos z Bogom nam da tudi pravo spoznanje in da se vse se spreminja. Torej, prvo, Božja beseda uporabljamo v prenovi, bolj poudarek je na besedi, ne na predavanje. Nas imamo v cerkvi, imamo predavanja, pa ono filozofsko, pa ono predavanje, nekaj. Je pa Božje besede malo premalo. Smo pa Božje besede za vsakodnevno življenje. In prenovi odpiramo Sveto pismo, iščemo citate, poskušamo prodreti v Božjo besedo, duhovno in si tudi pomagamo z besedo. Beseda nam spreminja naš In jaz imam na mizi, pač več miz imam, ampak na mizi tam dejansko na televiziji, naši mali televiziji, imam napisano eno preroštvo, ki mi je bilo dano iz Svetega pisma, ko so odprli. In sicer pravi, žezlo tvoje mogočnosti prihaja iz Siona, gospoduj sredi sovražnikov. Tam je strašno všeč, jaz sem tu tako malo borbeno nastrojen vedno, vojaško. Gospoduj sredi sovražnikov. In dejansko tako je, se mi zdi, da se to nekako uresničuje, kajti sila je od Boga in vztrajamo kljub raznim pritiskom in delom in proti vetru in silam in obstajamo, tako da Božja beseda se tudi uresničuje, sploh pa, če je preroško povedana in res po svetem duhu. Amen. Potem imamo spontano molitev, kot sem dejal, imamo spontano molitev, da obnovimo našo duhovnost svoje besede, Bog hvala ti. In takrat pravzaprav pride šele vera do izraza. Če ti moliš obrazce, ni nujno, da to tudi tako misliš. Tako so rekli otroci, bomo zmolili pesmico. Bomo zmolili pesmico. Pravi, spontana molitev ne more biti pesmica, s svojimi besedami. In kot sem dejal,
sedaj vedno poskušam tudi spontano moliti s svojimi besedami, biti pred Bogom, in tudi drugi potem v župniji ali drugače začnejo spontano moliti s svojimi besedami in to ima nek odnos. Boga se bolj dotakne, kar je res, če nekaj ti moliš, kar še nikoli nihče ni molil iz svojega srca, potem je tvoja molitev resnična. V duhu in resnici molimo takrat. Amen. In kadar ti moliš v duhu in resnici, takrat se stvari zgodijo ali ne zgodijo. Je ali ni? Amen. Potem je naš osebni odnos z Bogom, smo rekli. To je nujno potrebno, teologija pravi ex opera operanto, ex opera operantis, in dejansko ta operantis, ta naš osebni odnos, naša osebna odprtost za Boga je v krizi, naša osebna vera. In tu zdaj hoče naš pastoralni načrt, novi za Slovenijo, za tri, se pravi, za vse škofije, podari ta osebni odnos z Bogom. Če ni osebnega odnosa, se nič ne zgodi. Ti lahko moliš, lahko, ne vem, dobiš maziljenje, sveto obhajilo, ampak če nimaš osebne vere, osebnega spoznanja tudi, ki je potrebno za to, se ne bo nič zgodilo. Lahko moli za tebe, roke polagajo na tebe, ampak ne bo pravega učinka. Se pravi, učenci, pravi Jezus, imajo ta operantis, ta osebni odnos z Bogom. In lahko rečem, veliko učencev na župniji, pa pri prenovi, različnih skupinah naših učencev imajo resnično osebno vero. In boste srečali ljudi iz prenove, kaj delajo? Župniku pomagajo. Je to prav ali narobe? Kosijo travo, je to prav ali narobe? Pišejo mu v pisarni in mu pomagajo, kjerkoli je potrebno, je to prav ali narobe? Čistijo cerkve, vidim, čistijo, perejo po Mariboru. Lahko rečem, ker precej teh od prenove poznam tudi po Sloveniji in vidim, da ste najbolj pridni. Zakaj? Ker imate osebno vero. In tu se vidi ta učinek potem osebne vere, se vidi konkretno na skupinah oziroma na vašem delu, na delu učencev. Pravi učenci imajo osebno vero. Ne tisto, moja mama je rekla, kako me mama učila, tako me jaz ostal. To je premalo. Moraš ti sam verovati in iti v osebni odnos z Bogom in biti prepričan in tudi razumeti, imeti razloge. In to moram priznati, da v tej splošni pastorali župnije nekaj jih pritegneš, nekaj teh je, ki imajo potem osebno vero. Vemo pa tako, kot je vse posod, žal meni ni uspelo, da bi rekel zdaj, vse moje župnije, ki sem jih imel ali pa jih imam, so zdaj karizmatične. Tega ni. Žal to ni tako enostavno, pač pa neke te osebne vere poskušam vnašati v liturgijo, da med, recimo po obhajilu, kakšna spontana molitev ali pa kdaj kakšne spontane prošnje, to pa pri posebnih mašah ali pri posameznih skupinah, tam pa seveda so tudi te osebne molitve, osebne prošnje, osebni odnos do Boga. Naslednja stvar je zelo pomembna v prenovi je učenje, poučevanje. Ne teorije, ne filozofije, ne oni filozof, ne vem kaj vse skupaj, ampak ta biblično-evangelizacijski, bi rekel, osnovni odnos z Bogom in Božjo besedo, kako mi preživimo. In tu je ogromno tega učenja, čudovito učenje, ki nam pomaga, da spreminjamo svoj Ko imamo mi spremenjen, takrat smo v notranjosti že trdni in svet potem z Bogom lahko zmagujemo. Zato učenje je zelo pomembno, nikjer ne boš srečal takšnega učenja, kot je karizmatično, če imenujem, ali pa učenje prenove po vsem svetu zelo, zelo podobno, ampak je resnično. In drugi samo malo mogoče posnemajo to učenje ali pa tudi prakso, molitev in tako naprej. To je pomembno. In učenje, sedaj sem, kot sem rekel, da vedno rastem v odnosu do Boga, mi prihaja nekako novi način, kako mi spreminjamo svoj
Navadno dovolimo, kot pravi apostol Peter, 1. Petrovo pismo, ne dajete prostora hudiču. Mi dovolimo hudiču z jezo, z nevero, strahom, da vstopi v nas, oziroma mu damo prostor, da on lahko biva in seveda nam škoduje. Ko pa mi v tej bitki za postavimo na pravo mesto, takrat hudi duh ali zlo nima več prostora v našem življenju oziroma da vpliva na nas. Zato enostavno, tu zdaj sledim to učenje, malo sem ga združil in poskušam ga še bolj zaokrožiti. Se pravi, mi vedno lahko spreminjamo svoj s tem, da izrekamo to, kar verujemo, kaj smo, kakšen bo konec, kakšen je začetek, zakaj smo na svetu, kdo je naš odrešenik, ali smo blagoslovo, ali smo prekletstvo, mislim, da to vemo, če hodimo za Bogom, kje smo in kaj se bo dogajalo, kdo skrbi za mene in tako spremenimo svoj In ko imamo spremenjen, je to dobro ali slabo? Zmagujemo ali bomo poraženi? Amen. Pravi, poučevanje je zelo pomembno, kajti vsak dan te lahko potegne ven iz tvojega, bi rekel, duhovnega boja, iz tvoje poraženosti. Bog za nas, če verujemo Boga in mi verujemo Boga, ni predvidel nobenega poraza, samo zmage. On ni predvidel tega, da bomo mi plazili po tleh, pa da nas bo drugi po nas hodili, pa nas mučili, pa bomo žalostni, pa iz enega problema v drugi padali. Tega Bog ni predvidel. Prosim lepo, tako naredi kot na avtomobilskih brisalcih, pa reči, Bog tega ni predvidel. Malo otroškega vrtca. Torej ni, Bog ni tega predvidel poraza. Bog ni predvidel poraza zame. Ponovi to. Samo zmage. Samo zmage, nič drugega. Zato prenavljamo svoj bodimo na pravem mestu, v pravem času in bomo videli zmago v našem življenju in gremo potem naprej. Učenje je pomembno in to učenje dejansko sem jaz, ker je bilo vprašanje, kako jaz to uporabljam, podajal naprej. Smo imeli skupine voditeljev, pa različne skupine, še vedno imam 2 karizmatična srečanja na teden in dajem to učenje in to se mi zdi zelo pomembno. Učenje je pomembno, da ti je jasno, kaj, kako, koga moliš, kaj delaš, kdo je Jezus, kdo je Oče, kdo je Duh. Duh kot pozabljen ni Bog, so včasih rekli. Niso vedeli, kaj bi Svetim Duhom naredili. In molitev za uslišanje. Naslednja stvar, molili smo za uslišanje, torej uslišanje in Bog je usliševal razne stvari. Za mene, jaz sem tudi prosil, rekel Bog, daj, če že si mi dal idejo, da neko televizijo naredim. In jaz vidim tu eno uslišanje, da se mi zdi, da sem uslišan. Jaz sem si zamislil, ali pa tako sem mislil, da je bilo dovolj, če vse Maribor pokrit. Ampak zdaj smo v celi Sloveniji. Sem rekel, zdaj se penzija približuje, če mi daš Bog idejo, da naredim samo svetovno televizijo še, potem ostanem. Če pa ne bo svetovne televizije, se pa začnem zdraviti, ker nimam časa za zdravnika, malo križ, malo šlank postava in tako naprej. In pišem kako knjigo, memoare, spomine in tako naprej, ko stopimo v pokoj. Torej, to je pomembno, je molitev za uslišanje. Nam Bog uslišuje molitve. Če imamo spremenjen če smo prav v veri, če smo v slavljenju, nam Bog uslišuje molitve. Pričakuj uslišanja. Jaz sem prosil, ko sem bil tako malo še kristjan, sem bil kristjan, ampak nisem bil še karizmatik, sem prosil, pa sem karate treniral še kot mladi fant, tako da pazite se, tisti, ki karate treniral, sem videl tam, da tisti japonski mojstri so imeli podočnjake. Sem rekel, Bog da bi jaz tudi imel podočnjake. Zdaj jih imam, vidite, ne. Se mi je zelo, tako so jezno gledali in bili odločeni v tej bitki.
Torej pazimo se, kaj prosimo in kaj si želimo, kajti Bog nas uslišuje. Res je, da dosti krat malo na daljši rok, ampak potem, ko pogledaš nazaj, reče, ni mogoče. Bog, tvoja roka je v mojem življenju. Tvoja roka. Amen. Naslednja stvar je izkustvo. Prenova prenaša izkustvo. Znači samo teologija, ja pa ono predavanje, pa to predavanje, pa to predavanje. Ampak vsa predavanja, vsa teologija je usmerjena samo v en cilj. V izkustvo Boga to opisujemo. Doživljamo, srečali smo Boga, kako bi to opisali in kako bi to razumeli, to je teologija. In vsa teologija je samo zato, da osebni odnos z Bogom da pojasni, kdo je Bog. Razumeli? Kdo ni razumel, dvigne roko. Torej, to je pomembno, ta osebni odnos z Bogom in to prenova zopet vrača nazaj. Včasih so rekli, ja, prenova je čustvena, pa ono, pa čustva. Ne, gre za izkustvo Boga, brez izkustva ni nič. Ne? Tudi vi, ki ste poročeni, mož lahko reče, kak te imam rad, ampak če pa ni res nekih del, pa ljubezni, pa ne vem česa, pač objemov in tako naprej in dokazov, pa kaki lepi plašč od časa do časa, ne, kaj takega, kaka verižica, rožice, potem se nič ne vidi, tisto vse teorija, mora biti izkustvo, realno in to je ravno, da izkustvo podarjamo in to je pomenilo. Izkustva smo imeli mi v naši župniji ogromno. Ne. Spomnim se enega, pred časom že prišel k meni, so rekli, naš ata bo umrl, naš ata je gotovo je z njim, fertik, tako so mama umrli, tako bo ata umrl, on ima na želodcu neke izrazke, doktor je rekel, konec je z njim. Jaz rekel, dobro, treba ne pride malo k meni na obisk, ne bomo videli, kaj bo. In mi dva molima in ga tak je velik mož. In molima, sem rekel, dobro, kaj pa, zdaj smo zmolila, tako mora biti, ste kaj občutil, kaj doživel, kaj pravi, kot da bi toplo vodo popil dol želodec in se taka toplina je šla po meni. Rekel, viš, to je izkustvo, nekaj on začne doživljati. In dejansko ta ata je še zdaj živ, vsi drugi so umrli, on še pa kar živ. Kajti gre za izkustvo doživljanega Božje bližine. Nekaj imamo mi to počivanje v duhu, padejo na tla, pa pravi, pa se zbudi, pa pravi, ja, Bog mi je pokazal, kje sem delal napake v mojem življenju, ko sem ležal na tleh. A ni to izkustvo? Nekaj se dogaja in prenovi se dogajajo, namreč ljudje se rešujejo. Amen. Ljudje se rešujejo, ljudje se dvigujejo, družine se prenavljajo, začnemo verjeti v Boga in začnemo hoditi v blagoslov v našem življenju. To je bistvo prenova. Zmagovito življenje v Bogu in v miru in veselje v svetem duhu, kakor pravi apostol Pavel. Uslišanja ogromno, tako da skoraj nima smisla govoriti, kaj je Bog vse uslišal, ker ti on stalno, on hoče uslišati. Mi edino z našim življenjem, z našo nevero Boga oviramo, da ne more to storiti, kar bi rad. Naslednja stvar so karizme, so prenove, podarek na karizme. Zgleda neumno, zgledate zelo neumni, če vam odkrito povem, kadar molite v jezikih. Ne? Ampak isto je rekel tudi apostol Pavel. Je rekel, če bo nekdo not prišel v sobo in bo rekel, bo slišal vaše jezike, ne bo rekel, da blaznite, to je svetopismo. In dejansko je to nekaj, ampak spomnim se, ko smo mi prvič nekaj tam poskušali, rekel, Bog, daj mi dar jezika in smo molili in potem ena manjša skupina je bila, pokojni Rafko Vodeb še bil zraven, jaz sem še končeval teologijo in sem jaz govoril malaka baraka. Sem mislil, kak si pa tak neumen, kaj si prišel nekaj malaka baraka, kaj ti je zdaj to? Naslednji dan mi je hotel Bog res pokazati, da je to nekaj je. In jaz odprem skripto pokojnega profesora Rozmana, tam od spodaj, če še kdo ima, lahko to najdemo, pa tistih, ki niso podnapisi, kaj so že, nisem že dolgo, footnoti, ne, piše,
Baraka, blagoslovljen, Melek, kralj. Dobro, ni bil Melek, je bilo pač Malaka, pa Baraka, ampak zelo, zelo, zelo blizu blagoslovljen kralj, morate priznati. Ne? Amen. In to naslednji dan. Tako da, kadar pa mi iz srca kličemo Bogu, če tudi so ne druge besede in ga slavimo, takrat tista beseda ima tudi nek pomen, tako kot vaši dojenčki, ko se derajo, ne kričijo, ampak tista beseda ima svoj pomen. Kajti iz duha prihaja, beseda pravzaprav ni nič. Lahko rečem Bog, lahko rečem Gad, lahko rečem God, lahko rečem ne vem kaj, Allah ne smem reči, kaj edino. Ampak je to na nek način podobno ali pa isto pomeni. Različna beseda. Beseda ni važna, važno je srce, važno je tvoj duh. In Gospod daje karizme, recimo v svojem življenju. Jaz menim, da je izdal edino tako knjigo, takrat še v začetku, jo prevedel, tiste karizme, Hans Bob, tisto sem jaz izdal, dal prevest, ni najboljše prevedena, ampak dobro. Se pravi, imam tu nekaj v pastorali te duhovnosti, karizmatične, tudi svojega deleža. Karizme pa moram priznati, so me vedno presenetile. Bog nam je dajal nekaj časa slike. Če iščeš karizme, moraš prositi za ponižnost. Ker če ti bo Bog dal eno sliko ali ti bo dal eno besedo, ki se potem pokaže za resnično, boš mislil, kak frajer sem jaz. Kako sem jaz glavna šefica? Da meni Bog, ko jaz molim, ljudje padajo ali pa mi Bog da neko podobo ali sliko. Ampak Bog ti bo dal, te bo uporabil. Moli za ponižnost, da te potem hudič ne vrže s konja. Kajti Bog pa hoče dati karizme in hoče, da smo uslišani, hoče in potem te podobe se spomni so začele na različne načine. Ali je, recimo tako, kot da je narisano v otroškem vrtcu nekaj, ali pa kinemaskopski film z popolno ostrino, pa Bog je dal občasno, takrat, ko smo iskali, je dal različne slike, ki so pa potem služile samo eni stvari, da so se ljudje reševali, da so ljudje uzdravljali, da so bolj verjeli Boga, da so bili zvesti Bogu. To je torej resnica, karizme. Počivali so v duhu in dobili razne rešitve. Res pa je to, tako kot tam pri Jezusu, ko Jezus pravi, da včasih Jezus ne more vseh rešiti. Pravi, niso verjeli, zato ni storil tam mnogo čudežev. Jaz bi rad za mnoge, da bi se nekaj zgodilo, pa se recimo ni. Verjetno, ne vem, torej kakorkoli, Bog je pač skrivnost tudi, ampak velikokrat lahko rečemo, smo presenečeni pri uporabi karizem, oziroma če želimo sodelovati z Bogom, pač taka preroška karizma ali pa recimo slavljenje v jezikih, da se pokaže za čudežno, presenetljivo, resnično in tudi uporabno za rešitev ljudi. Naslednja stvar je petje. V prenovi poudarjamo petje in petje te naše pesmi so čudovite, kajti naša pesem ni samo pesem, je molitev. In te pesmi, karizmatične pesmi, slavilne pesmi, pojejo zdaj vsi že, mnogi pojejo. Včasih so rekli, kaj za te kitare v cerkvi, to ne spada. Zdaj so kitare nujne, orgel več skoraj ni v cerkvi. In te pesmi so čudovite. In kadar jih mi molimo Boga s pesmijo, kajti kdor poje dvakrat moli, če moli v pesmi, potem je resnično lahko pravo slavljenje Boga. Danes ste ravno brali, kako so v tej slavilni dolini pravi, vriskajte, pojte, ploskajte pred Bogom in ga slavite. Tudi z pesmijo so slavili, ko so šli v tempelj v Jeruzalem, so šli spredaj pevci, ki so igrali na vse mogoče inštrumente. Danes imamo v eni Yamahi vse noter, eno Yamaho, orgle vzameš, tiste pa imaš bobne, kitare, vse imaš. In potem so šli naprej, zadaj so šle deklice, ki so pele in slavile Boga, in potem Božje ljudstvo, ki je slavilo Boga. Pred Bogom se niso smeli prikazati, ne da bi ga slavili prej. Veste, kak je to, če kdo vas
kritizira. Če te kdo kritizira, pa pride, pa je potem nekaj hotel imeti od tebe, ste dobre volje. Mora priti, morate malo pohvaliti, ne? Če pride do tebe, malo da pohvalim, tako naprej, potem ti mu ga lažje sprejmeš, ne? Ne gre za to, ampak gre za to, da dejansko slavimo Boga in slavljenje se nam vrata odpirajo. Slavljenje je najpomembnejša stvar. Bog želi, da ti slaviš Boga. Amen. Da ga slaviš, da se zjutraj vstaneš, pa že Bog, ti si velik, jaz verujem, ti skrbiš za mene, jaz te častim in te poveličujem, ker so tvoji zakoni čudoviti. In takoj že spremeniš tisto temo v svetlobo svoje notranjosti in slaviš Boga. Bog te želi imeti na slavljenju. Tisti stari vic poznate, samo prosim, ne atentata narediti na mene, ko bom povedal. Ne? Ko so prišli v nebesa in potem pridejo karizmatiki od prenove, pridejo v nebesa in potem v nebesih tam slavijo eno prejeno sobo in želijo haleluja, haleluja, slava Bogu, kričijo. Ne? Pravi, kaj so to za eni? To so karizmatiki, so to prenova. Ne, pravi, to je Marijino delo. Grejo v drugo sobo, pet oni nam, haleluja, slava Bogu, haleluja, plešejo, skačejo, veselijo se, Bog, ti si velik, pod svetim duhom ga slavijo. Pravi, kaj so to karizmatiki? Ne, pravi, to so škofijski duhovniki. Nemogoče. Grejo v tretjo sobo, spet oni, haleluja, slava Bogu, haleluja, pojejo, skačejo, Bog, ti si dober, mi te slavimo, z angeli. Se pravi, kaj so to prenova? Ne, pravi, to je neokatehumenat. Pride pa v eno sobo noter, vse leži po tleh. Smrčijo. Kaj so pa to za eni? Ja, pravi, to so pa prenova. To so prenova na zemlji, so tako slavili Boga, na zemlji, oni ga niso na zemlji, tako so slavili Boga, da so zdaj čisto trujeni. Slavljenje odpira pesmi, slaviti Gospoda, to ti vso slabo voljo, vse tvoje rane ti zdravi, kaj ti zdravi Božja bližina, to zdravi, nobeno polaganje rok. Nič, če kdo vdari tudi s kladivom po glavi, te ne pomaga. Ampak Božja milost, Božji duh, tvoje slavljenje, tvoja odprtost Bogu, tvoja osebna vera odpira vrata in Bog te zdravi. Tudi pri meditaciji, seveda, vse vemo. Bog zdravi. Potem imamo slavljenje, smo rekli, male skupine so v prenovi. To je Vatikanski koncil podaril. Tone Marinko je okrog leta 72-73 pripeljal prenovo v Slovenijo, takrat začele te male skupine, gibanja so začele nastajala, druga. In mala skupina, zakaj? Ker tam je bolj osebno. Moram priznati, najlepše mi je bilo prenovi, ko so bile male skupine, ko so bili 3-4, pa smo se držali za rokice, pa haleluja, haleluja peli. In potem je Božja milost prišla, kako si ti doživela, joj, mene je treslo, jo. Mene tudi, kako si pa ti doživela, jaz sem pa tako toplino doživela. Vidiš, Sveti Duh je med nami, lepo je bilo, danes še pridemo skupaj. Ampak male skupine so pa včasih bile tako male, ko sem jaz začel pastoralo, da sem samo z eno žensko imela skupino. Pa je rekla, potem ko videla po eni uri nekaj tam molima, je rekla, Gospod, kaj se vam zdi malo čudno, da smo vidva sama, to možno nič. Jaz sem rekel, ker sem mislil za njo, sem rekel, saj stara, se ni, to ni problema. Rekla, ja, že nisem stara. Ampak iz malega raste potem dejansko, včasih je bil Venčesl, veliko vas vidim, ko ste hodili tam, ne, v nedeljah, pa včasih, to je bilo lušno, ne, to je bilo pojem, ne. Iz malega raste veliko, male skupine hitro preraste. Potem imamo male skupine, torej so zdaj podarek spet na malih skupinah, laiki, se pravi to laiki, to ste vi. Tisti bodo doživljali Boga, bodo Bogu blizu, ki niso ekstra posvečeni. Tako pravi Joel, na koncu bodo vsi poznali Boga. Vsi bodo rekli, spoznaj Gospoda. Oni bodo videli, aha,
to je Bog. In vsi vi boste delali, pravi, boste molili, boste imeli videnja, dekle in hlapce in starčki bodo imeli videnja, poznali Boga, zemlja bo polna Gospodovega spoznanja. In to je zdaj ta poudarek tudi drugega Vatikanskega koncila, naše pastoralne prenove in pa tudi prenove same kot takšne laiki. Moramo priznati, da vidimo, da je Bog zvest, tisti, ki imajo vero in če molijo z vero, Bog jih uslišuje. Ne samo, da kosite travo tam okoli župnišča, ampak tudi naši laiki tam izganjajo, ne da izganjajo hudiča, ampak molijo molitve za osvoboditev, kot imamo v naši škofiji tole. In se dogaja. In se zgodijo spremembe in se čudiš, kaj je to možno. Hudiči pa krulijo, seveda. Ko se bojijo pravih vernikov, reči, jaz sem pravi vernik. Reči, jaz sem prava vernica. Malo bolj na glas, prosim, lepo. Ne čujem vas dobro še enkrat. Amen. Pravi, hudiči se te bojijo in to se dogaja. Ko ti moliš, ne boj se, to ni zastonj. Verjemi, ni zastonj, ko ti moliš. Bog blagoslavlja tistega, Bog deluje po tvoji molitvi. Bog ne gleda na osebo, tudi če si tako lepo okrogl, recimo, zaokrožen. Bog ne gleda na osebo, ampak na človeka, ki ima vero. Laiki, res moram pohvaliti prenove laike, vse pa so dela v Mariborski stolnici, pri frančiškanih, na Pobrežju, pri Svetem Rešnem telesu, sami karizmatiki, to smo mi včasih skupaj jedli pa pili, pravi apostol, oziroma tako, da smo bili skupaj pri mizi. Dejansko tisti, ki imate živo vero, spreminjate in gradite tudi Božje ljudstvo, cerkev. Laiki, tisti, ki niso ekstra za to posvečeni, niso profesionalci v tem. Sveti Duh, pozabljen Bog. Vedno molimo, zdaj so molili tu za mene, da bi Sveti Duh deloval, vi ste molili, da bi Sveti Duh deloval, potem pa pridejo ljudje pa rečejo, Gospod, kak ste tisto lepo povedal. Jaz, Kiro, nimam pojma, sploh, da sem to povedal. Ampak njega je nagovorilo nekaj, kar si rekel, ali pa če sem rekel, ali nisem rekel, vse ne vem. On je nekaj slišal, ja, doskrat je to, da sploh nisem rekel, vem, da nisem rekel. Ampak on je tak slišal. In to je dobro, to je Sveti Duh. Amen. Njega je nagovorilo, to pa je bilo tako dobro, ko ste to povedal, jaz pa sploh nisem rekel tega. Ampak on je to slišal, ona je slišala, njeno srce je še bolj verovalo. To, kar je pomembno. Sveti Duh, pozabljen Bog. Pri meni v župniji vedno molimo pred pridigo Sveti Duh, pridi Sveti Duh. Žal ne morem jih reči, zdaj pa dajte slaviti, pa molite, da Sveti Duh prije na mene, ampak molimo tisti obraze, pridi Sveti Duh, napolni srce svojih vernih in tako naprej. Vedno, tako da uporabljam Svetega Duha v pastorali in mislim, da je kar nekako deluje to zdaj. Zaenkrat me še niso križali, potem že nisem pravi prerok, to je, Jezusa, vsi preroki so preganjani. Ampak moram priznati, da se nekako razumemo, stvari tečejo, vernikov sicer nekako zdržujem, neko število, malo seveda se manjša, ampak se mi zdi, da ljudje, le tisti, ki hodijo, so spremenjeni. Recimo, ko gledam vas ali pa tiste moje, ki hodijo redno k maši, kakšne pomočnike še, imamo pogrebe, veste, kaj so pogrebi, vsi pridejo, najbolj pametni seveda zunaj, stojijo pred vrati. Ampak pridejo razni ljudje in potem enkrat gledam tisto množico, seveda oddaljeno od Boga, ne samo z domače fare, in vidim en taki svetli lik med njimi. Ena naša pomočnica, pridna, preprosta žena, ampak njen obraz je bil drugačen. Zakaj? Ker ona je bila drugačen človek, kot vsi ostali. Zaradi molitve, zaradi Boga je njen obraz lepo sijal, je bil čist, je bila drugačna, drugo je izžarevala, videlo se je, da je Božja. In tako se to vidi tudi na vas, na meni se tudi vidi včasih. Torej, se vidi to tudi na vas, ko hodite Bogu. Jaz sem opazil, poglej, kak je to, kaj dela Božji Duh. Vi ste drugačni ljudje, kot so oni tam v svetu.
Vse imajo veliko dobrega, samo stvari ne funkcionirajo. Nekaj časa grejo, potem pa ne več. Vse se pokvari. Sem bil zelo razočaran, prišel tam v moji župniji, dva mlada, tak sta bila lušna, nekako smo zmolili tistega moža. In ni nikoli prišel k maši, nikoli ni molil. Če je že moral, tisti hudi mus takrat je prišel malo, pa še pa zvene družine. Pa sem mislil, da bo to kar tako šlo, ne? Ne, ni šlo, da se je vse razbilo, vse je šlo na razno. Tam, kjer ni Boga, nekaj časa gre, mislim, kako fajn gre se oni, njim tudi gre. Ne bo šlo dolgoročno. Dolgoročno gre samo z Bogom. Amen. Demonske sile, mi smo jih prepoznali. Sem bil enkrat z enim bogoslovcem, končujem pa je, počasi že prihajam dol. Sem bil z enim bogoslovcem tam na nekem pregledu, zdaj je župnik, že nekaj časa. Je rekel, jaz sem šel na aparat, pa je kar vse se pokvarilo na aparatu. Jaz sem rekel, ja, to je hudič bil noc, malo se hecal, ne, pa to. Zdaj, ki si ti taka sveta oseba prišel tja. Je rekel, hudiča sploh ni, je rekel. Torej, demoni, mi jemljamo to sliko, ki jo Jezus kaže, da so demoni, da je Bog, da je dobro, da je zlo, da je večna sodba, da je blagoslov, je prekletstvo. Ampak so tudi demoni. In se čudim tu, recimo ljudje, ki nikoli niso bili v cerkvi, nikoli niso prav verovali, ko se pa molijo tam za neke osvobodite, pa se zvija po tleh. Kaj se to zvija po tleh, kaj dela? Pa te gor gleda. Potem vidim, kača, pa nišče ni povedal, nikoli ni videla. On ti imitira kačo po tleh, ne. Kaj je to? Ni to samo neka psihologija. On imitira kačo, pa ga boli, pa kruli, pa ne vem, kaj vse živo. Teh demoni, jemljimo to resno, ta nauk. Je zlo in to zlo nas hoče uničiti. In Marija Medžugorje pravi, hudič ima načrt uničiti ljudi. Svoj načrt. Torej, prenova prinaša te stvari. Enkrat sem bil vse v teh zgodbah hudičih ogromno, ampak enkrat sem hotel oznaniti evangelij, to sicer to stara zgodba, nekateri ste seveda slišali, in jaz sem bil pred trgovino, ko sem prebral teh demonij, se učil, sem rekel zunaj pred trgovino, sem rekel, hudiči, če ste pri tej hiši, jaz hočem oznaniti evangelij in vas vežem, zame moč, kajti jaz bom zdaj prinesel odrešitev tej hiši. Sem prišel noter, smo se 2 uri pogovarjala samo o Jezusu. In potem, ko smo se 2 ure pogovarjala, sem se jaz spomnil, sem rekel, poglej, kaj so res sami hudiči okoli nas, kaj. Prej 2 leti nisem mogel govoriti. Enako sem prišel enkrat eno Jehovino pričo, pa sem rekel, ker sem bil tam prepričan, sem videl, da je za mene pač je to določen duh laži bil tam. In sem rekel, duh laži, jaz te zvežem, ti vzamem moč pri tej človeku, ki ga bom zdaj obiskal. Ko sem odprl vrata, sem mislil, zdaj me bo sprejel, objel lepo, ker zdaj sem neke demonske sile zvezal, ne. Je prišel in rekel, kaj delaš tu? Me je nagnal, rekel, stran, nimaš tu kaj iskati. Župnik je rekel, kaki ste? Jaz sem pač šel, jaz sem pričakoval, da bo nekaj drugega, ne. Sem zdaj hudič razjezil. Ko sem pa drugič prišel, rekel, kar pridite noter. Ni bil več Jehovina priča potem. Avtoriteta vernika. Reči, jaz imam avtoriteto. Reči, jaz imam avtoriteto. Vernika. Ti veruješ, hudiči se te bojijo, krulijo, padajo in tako naprej. Ampak imaš avtoriteto, ti če nekaj rečeš, je. Meni je to še zdaj res, ker zdaj tega več ne uporabljamo tako, ampak včasih sem to predstavil. Tisto, da mi smo vreme urejevali, ne? Vreme. Ne sme biti toče, pa ni bilo. Ne sme biti dežja. Vse je stovklo okoli Slovenske Bistrice, vse do Dravskega polja, vse je tu gor, pri nas je bilo pa sonce na Ložnici, ko smo imeli srečanje. Ker smo imeli srečanje župnijsko, tu so ljudje, ki so priče. Potem, ko smo to končali, sem rekel, kar se mene tiče, lahko zdaj se vse skupaj zlomi.
da smo pili kavo. Ko smo to rekli, je prišel veter, no, fop je naredilo, pa se vse skupaj zrušilo, tisti šotor, ki smo ga imeli in je začel naliv. In to je resnica, čista Božja, pa še druge stvari. Glavno, mi molimo z avtoriteto in tudi enkrat so htela v eno župnijo, ki sem bil, htela ena sekta priti. In sem rekel, v imenu Jezusa Kristusa v tej župniji, ki sem jaz zdaj tu župnik, ne sme se širiti kriva vera. In kaj je bilo potem? Tisti večer so se skregali. In še danes so žal skregane, že veliko let, ne. Če tudi se trudijo, ampak v župniji ne uspevajo nič. Ne uspevajo preko. Je pa veliko dobro, vse se pogovarjamo, ni problema. Hočem reči, avtoriteta, tudi ti imaš avtoriteto za svoj dom, ti ga blagoslovi, prepovej hudičem, reči, jaz verujem Jezusu, vsakemu prekletstvu, ne dovolim vstopa v mojo hišo in tako naprej. Ti imaš avtoriteto. Blagoslavljanje, recimo kot pomembna stvar, blagoslavljamo dom, družino, vse in blagoslovi prihajajo v prenovi zopet v ospredje. Če boste gledali stari obrednik, predkoncilski, kako močan je, s kako vero je kakva vera je v tistem starem predkoncilskem obredniku. Ne vem, zakaj v tem novem ni take močne vere. In kakšni blagoslovi so. Tisti, ki ste družinski očetje, možje, pa žene, kakoli blagoslavljate. Blagoslov očeta, blagoslov gospodarja hiše na nek način, blagoslov matere, blagoslov tisti, ki te ima rad, zelo deluje. Zato uporabljamo blagoslove, ki so v prenovi, se uporabljajo in Bog bo deloval na vaš blagoslov. Amen. Marjan mi stoji za vratom in moram končati, tako da luštno je bilo z vami se pogovarjati, malo pričevati tudi o tem, kako je. V glavnem verjemimo v Boga, Bog je, častimo ga, ne delajmo greha in bodimo v prenovi, učimo se in želim vam veliko lepega blagoslova in moči, da vse premagate in obstanete. Amen. Vieni